Sloveniji pozivamo vse državljane, da se udeležijo referenduma in glasujejo proti zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V Novi Sloveniji želimo, da se ohrani zakonska zveza v takšni obliki, kot je do sedaj bila zapisana v zakonu, medtem ko področje istospolnih partnerstev naj se pa ureja v posebnem zakonu. Hkrati pa želim izraziti vso mojo podporo vsem tistim, ki so bili na javnih družbenih omrežjih zasramovani in napadeni, ker so izrazili svoja jasna stališča in svoja mnenja in so proti temu zakonu. Še posebej bi tukaj izpostavila mlado študentko Normo Korošec, tudi pevko Alenko Gotar in vse tiste, ki so javno povedali, da se zakonom ne strinjajo in zaradi tega doživljajo velike osebne napade. Mislim, da s tem zakonom je nevarnost, da nekateri dobijo tudi zakonsko podlago za to, da bodo laže utišali demokratični glas Slovencev. In temu pa v Novi Sloveniji odločno nasprotujemo. V Novi Sloveniji želimo v tehle zadnjih dneh, ko tečemo zadnji krog, da bomo delo dobro opravili, sporočiti vsem, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da povabijo svoje prijatelje, svoje sorodnike, svoje znance na referendum in da glasujejo proti. Ker gre za naše družine, ker gre za naše otroke in želimo, da ima otrok pravico do mame in očeta in da živi otrok srečno in da pozna svoje starše, tudi če ne živi z njimi. Želimo, da resnično bomo v nedeljo skupaj lahko rekli, da Slovenija spoštuje družino in da bo v nadaljevanju tudi za njo vse naredila in jo branila. Glasujmo proti. Istospolni so, dejstvo živijo med nami, ampak kdo sem jaz, da jih sodim? Kljub vsemu pa je potrebno poudariti, da pa je šel zakon Združene levice predaleč. Tukaj ne gre za izenačitev pravic, ampak gre, da se pravice jemljajo nam. Povejte mi, v čem je poanta, da se vsem nam vzame možnost, da smo poimenovani oče in mama. To se v ničemer ne dotika istospolne, se pa dotika predvsem nas. In celotna ta kampanja je bila predstavljena kot boj za enakopravnost, dejansko pa gre tukaj za boj, da se določene pravice odvzamejo nam. Še enkrat poudarjam, Nova Slovenija je vedno bila tudi ena izmed tistih prvih, ki je začela urejati status istospolnih in mi smo za to, da se njim status pravni in socialni uredi, kakor je potrebno, da bodo v vseh pravicah izenačeni z nami. Imamo pa en velik problem, to pa je, da ne pristajamo na posvojitve otrok. Nova Slovenija, krščanski demokrati, seveda zagovarjamo svobodo ljudi, ampak vedno k svobodi dodajamo tudi odgovornost. Svoboda in odgovornost morata iti z roko v roki. In moj poziv državljankam in državljanom na nedeljski referendum in na glasovanje proti naj bo tudi v imenu 25-letnice slovenskega plebiscita. Jaz bom na volišče pripeljal vso mojo družino, moje sorodnike in glasovali bomo proti, zato ker zagovarjamo družino, to najvišjo vrednoto, za katero se v javnih anketah tudi vedno mladi odločajo in pravijo, da je družina največja in njihova najvišja vrednota. Zakon Združene levice je prišel v Državni zbor lansko leto 24. decembra, torej na sveti večer. Ta podatek pravzaprav jasno pove, da je bil zelo jasen načrt, kako izvesti brutalni napad na slovenske družine. Zato je potrebno ta zakon odločno zavreči. Zakon je dejansko družbeno eksperimentirane. Eksperimentira se osnovno družbeno celico, to je družina. Ne pride namreč v poštev, da se zakonom na novo urejajo razmerja, predvsem z vidika ukinjanja spola, pojavlja se ta vidika potem na novo teorije spola in tako naprej, ter tudi z vidika posvojitve otrok. Sam si, kot zdaj odrasel človek, ne bi želel, da bi odraščal v
istospolni zakonski zvezi ali istospolni skupnosti in tudi svojim otrokom tega ne preželim. Zaradi tega bom na referendumu glasoval proti.